Naslov današnje teme je, kako naj beremo svetopismo. Oziroma podnaslov bi lahko bil tudi, kako lahko duhovno rastemo z branjem svetega pisma. Namreč današnja tema bo posvečena temu, kako se srečujemo z Bogom, kako duhovno beremo svetopismo. Naslednjič bomo imeli pa temo, kako prav razlagamo svetopismo. In to dvoje ni eno in isto, čeprav nekateri to seveda mislijo, da je eno in isto, pa ni čisto enako. Najprej se moramo vprašati, kaj sploh je svetopismo. In zato, o čemer bomo danes govorili, lahko rečemo takole, da svetopismo je zapisana Božja beseda, ki pa nam je dana zato, da ob njenem branju, da bi zaslišali tisto živo Božjo besedo, tisto besedo, ki jo Bog izreče in ustvarja stvari iz nič. Se pravi, svetopismo je tako kot en prostor, ki nam ga je Bog pripravil, da bi se z nami srečeval. Tako podobno, recimo, kot je bil tempelj v Stari zavezi en konkreten prostor, kamor si vstopil in kjer je bila Božja prisotnost, tako je svetopismo ena zelo konkretna stvar. Ponovadi je knjiga natisnjena na papirju, pa zdaj lahko to črke na zaslonu od mobilnega telefona, v glavnem neko besedilo, ubesedeno v človeškem jeziku, v čisto navadnem jeziku, ki pa ima noter, ki je navdihnjeno od Boga in je navdihujoče zdaj, navdihnjeno na obeh koncih, takrat, ko je bilo ustvarjeno, in zdaj, ko ga mi absorbiramo, in ki ima vse, ki je dano za to, da bi človek lahko zaslišal tisto prek tega, po veri, po Svetem Duhu, da bi zaslišal tisto živo Božjo besedo, ki nas transformira, ki nas prenavlja, ki nas obnavlja, ki nas posvečuje, ki nas razsvetljuje in ki nam seveda razodeva Boga, Očeta, in nam razodeva Jezusa, Božjega Sina, po Svetem Duhu. No, in zato je pomembno, da najprej mogoče začnemo s tem, kako naj pristopimo k branju. No, in prvo, seveda, kar moramo reči, je k branju Svetega pisma, če hočemo duhovno rasti z njim, moramo pristopiti z zaupanjem, z vero in tudi s tem konkretnim pričakovanjem, da ko bomo brali, ko bomo prebrali ta odlomek, da se bomo srečali z Bogom, da nam bo spregovoril Bog. V tem smislu je tudi dobro, da na začetku na kratko molimo, da zmeraj na začetku prosim Očeta: Oče, prosim, govori mi po svoji besedi. Skratka, da pristopimo s tem zaupanjem, vstopamo v ta prostor, kjer Bog govori. Tukaj not se bližam. Potem, drži, recimo, s kakšno držo naj pristopamo. Tukaj se dobro spomniti, recimo v Izaiji 66:2 Bog pravi takole: gledam na tistega, ki se trese pred mojo besedo. Se pravi, ki ima to dobro strahospoštovanje do Božje besede in do moči, ki jo ima ta beseda. Do moči in oblasti, ki jo ima Božja beseda. No, in za nas, če hočemo biti Jezusovi učenci, je pa posebno pomembno tole, kar Jezus pravi v Janezovem evangeliju 14:15, kjer pravi takole: če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Jezus pravi, da je to, kako naj bi pristopali k njegovim Jezusovim zapovedim, in seveda to lahko razširimo pa kompletno na celotno svetopismo, naš motiv naj bi bil ljubezen. Ljubezen do Jezusa in ljubezen, ki se kaže na ta način, da ga hočemo poslušati, da ga imamo za vrednega in dostojnega tega, da ga mi kot ljudje poslušamo. Zakaj? Zato, ker seveda Bog sam je beseda in z Božjo besedo se prenaša v naša življenja sam Bog. In s tem, ko mi hočemo zares poslušati in tudi upoštevati Božjo besedo, s tem Boga sprejemamo, in zato je to edini način, kako res Bogu zares lahko izkažemo ljubezen. Ljubezen tukaj nima dosti opravka z nekimi nežnimi čustvi ali pa lepimi občutki, ampak ima pa zelo, zelo veliko opravka s tem, da Boga sprejemamo v tem njegovem aktu ljubezni, ko se on nam daje prav preko svoje besede. Se pravi, tukaj ta drža ljubezni in poslušnosti je ključna za Jezusove učence, ki pristopajo k Božji besedi v kjerikoli obliki, ali se to samo spomnimo, kakšne besede, ki jo vemo iz Svetega pisma, ali beremo sami, ali beremo skupaj v skupnosti.
No, in še drugače bi lahko rekel, da tukaj to, kar Bog želi, je prav drža vajenca, se pravi drža učenca, prav v smislu vajenca, ki prihaja k mojstru, da se bo vadil, da se bo treniral. Ne, se pravi, učenec, ki se bo srečal z učiteljem, vajenec, ki se bo srečal z mojstrom, pa seveda otrok, ki se bo srečal z očetom. To pričakovanje, to je zelo pomembno. No, in ta drža, zdaj, če govorimo za dobro, res duhovno branje Svetega pisma, je ta drža ključna in je, bom rekel, kritična, odločilna. Če te drže nimamo, nimamo nič. Če pa to držo imamo, imamo pa gotovost, da bo Sveti Duh deloval in da bomo rasli. In zdaj sploh tukaj, če to postavimo zraven tega vprašanja pravilne razlage Svetega pisma, je takole, ta drža je pomembnejša od tega, a znamo prav razložiti določen odlomek. Zakaj? Ker če prestopamo s to ljubeznijo, z vero, s strahospoštovanjem, potem tudi, če ne bomo čist prav zadeli razlage, nas bo Sveti Duh peljal v pravo smer, ker smo na pravem mestu, ker mi se tle hočemo srečati z živim Bogom, ne gre tukaj samo za neko racionalno analizo teksta, to, kar pač znajo vsi trenirani, recimo filozofi narediti, ali pa pač literarni strokovnjaki. Tukaj gre za srečanje z živim Bogom, se pravi, ne, to je zelo pomembno. Ne. Če pristopimo s to držo, ne bomo dosti zgrešili. Tudi če bo konkretna razlaga, če ne bo čista prava, ne bomo zgrešili Boga, zato ker pristopamo zato, da bi poslušali živega Boga in se z njim srečali. Ker tukaj moramo biti iskreni, paziti se moramo tega pritiska, ker je v širši družbi, tudi v širši krščanski družbi, je nekako ta zahteva, da je najprej treba znati pravilno razložiti, da je to najbolj pomembno in če tega nimaš, da sploh nimaš kaj. To tudi je pomembno na svojem mestu, ampak kot rečeno, o tem bomo govorili naslednjič. Tukaj zdaj se hočemo ukvarjati s tem, kako res brati Sveto pismo, tako da se dobro srečamo z Bogom. In ker, če imamo to ljubezen, to pričakovanje iz ljubezni, da nam bo Bog govoril, da nas bo učitelj učil, da nas bo mojster vadil in ja, da bo oče se nam razodeval in da bomo tudi mi bolj postajali božji otroci v tem konkretnem smislu, da začnemo tako misliti in živeti, potem ne bomo dosti zgrešili. Na drugi strani pa, če pa imamo pravo razlago, pa te ljubezni nimamo, pa nismo nič, tako kot pravi Pavel, oziroma sami sebe varamo, tako kot pravi Jakob, ker ne delamo tega. Ne delamo tega, ne prestopamo z držo, da želimo delati, da želimo to prenesti v svoje življenje, o čemer beremo, o čemer nam Duh govori po Svetem pismu. Se pravi, zelo, zelo pomemben je ta pristop, molitvena drža, pričakovanje, da stopamo v nekem smislu v svetišče. Zdaj pa, to, kar bi pa zdaj naredili konkretno, je pa to, da predstavim glavne načine duhovnega branja. In v bistvu so si vsi podobni. Začel bom s pristopom, ki se mu reče Lectio Divina, in to je, vsaj tle, recimo v zahodni cerkvi, to je stara metoda, tam nekje iz 12. stoletja, mislim, da jo že poznamo, ki so jo razvili menihi v samostanih in temu bi lahko rekli božansko branje. In je metoda 4 korakov in bomo videli, da tudi sodobnejše variante, v bistvu so variacije na isto temo. In 4, ali pa recimo nekateri tudi rečejo, da je 5 korakov. Se pravi, prvi korak je lekcijo po latinsko, se pravi branje, drug bi bil meditacijo, premišljevanje, tretji oracijo, molitev, četrti kontemplacija, peti akcija. Če na hitro pogledamo, se pravi, prvo je seveda, da besedilo preberemo, da se poglobimo v tekst, ga opazujemo. Drugi korak je premišljevanje zdaj tega odlomka, se pravi, da gremo še enkrat čez odlomek in premišljujemo in se probamo uživeti v to, kaj se dogaja, da vstopamo na ta način, da ga še enkrat, da ga še enkrat pregledamo in se probamo postaviti recimo v tisto dogajanje tam.
zlesti pod kožo temu, kar se dogaja. Tretji korak je potem molitev, se pravi, da gremo molitveno skozi ta odlomek. Ali pa da dejansko oblikujemo svojo molitev. In pa četrti korak, no, to bi bil ta, recimo, malo bolj mističen, je pol kontemplacija, v tem smislu, da pustimo, da ta Božja beseda nas dejansko prinese v samo Božjo prisotnost, in kjer se srečamo z Bogom, ena na ena, iz oči v oči, kot bi rekli, seveda v narekovajih. Ampak kjer dejansko pridemo v Božjo prisotnost in smo z njim, smo z Bogom, lahko tudi v tišini. No, pol peti korak, seveda, je pa pomemben, da pa, ker pač nismo zaprti nekje za 4 zidovi, ampak nas je Jezus poslal, da delamo učence, ki delajo učence, in da delamo skupnosti, ki delajo skupnosti, je pa potem ta akcija, se pravi akcija. Da pa zdaj gledamo, kako bomo to podelili naprej, kaj bomo sami to prakticirali v življenju, pa tudi potem že, da gledamo, kako bomo to delili naprej, ker mi smo s to Božjo besedo, ki prihaja k nam. Če Božja beseda pride k nam, ne pride nikoli samo k meni, ampak pride k meni, zato da jaz to dam naprej tja, kjer sem. To moja družina, moji bližnji, sorodniki, sosedje, sodelavci, prijatelji. Se pravi, Božja beseda vedno prihaja, ima zmeraj tudi ta misijonski naboj. Tukaj ne gre nikoli samo za vertikalen odnos, jaz pa Bog, ampak gre tudi za ta horizontalen odnos, da Božjo besedo delimo naprej. No, in zelo podobno, zanimivo metodo pa uporabljajo zdaj sodobna učenčevska gibanja, recimo Big Life, pa tudi drugi, imajo metodo, ki ji rečejo SOAPS, SOAPS. In to je pač kratica, ki ima v angleščini deluje tako kot Scripture, Observation, Action, Prayer, Sharing, ampak dejansko lahko iste črke tudi v slovenščini naredimo. Prvo je svetopismo, potem je opazovanje, akcija, prošnja, potem pa s kom bom delil. In tukaj gre za podoben pristop. Sam sem že pred časom začel prav to početi in zdaj seveda tukaj je pa ta razlika mogoče čisto praktična, da je tukaj gre pa pravzaprav za dnevnik. Tukaj gre pa za to, da ob tem, ko bereš svetopismo, da si pišeš dnevnik svojega srečevanja z Božjo besedo, s tem, kar ti Bog govori. Moja izkušnja, je, bom rekel, fenomenalna, ker vidim, da mi Bog na ta način govori dost globlje, kot če bi samo prebral odlomek, ali pa tudi, če bi prebral pa malo molil. Ta metoda teh 5 korakov je, mislim, ne znam razložiti, zakaj, ampak vidim, da mi Bog govori na bistveno globlje načine, kot mi je prej. In v glavnem, te koraki so pa preprosti, se pravi, preberemo nek odlomek Svetega pisma. Jaz potem zmeri grem še enkrat čez in že molitveno grem skozi odlomek, recimo, da preberem neko poglavje Svetega pisma. Se bom dal kar en primer, recimo 19. poglavje apostolskih del sem prebral, celotno, potem sem šel še enkrat skozi in sem tako z molitvenimi očmi, in če so kakšne stvari, sem jih že kar malo molil, v glavnem pred Bogom sem šel skozi celo besedilo. Takrat se že ponavadi zgodi, da ti Sveti Duh tako malo z unim rumenim markerjem kakšne stvari podčrta v molitvi. No, in potem, ko sem to naredil, je prvi korak, ki je svetopismo, se pravi si izpišem eno vrstico ali pa 2, recimo, ki sta se me posebej dotaknila, ampak jih fizično izpišem, prepišem jih. Oziroma, če pač grem iz izvirnika, pa naredim prevod sproti. Ampak v glavnem fizično napišemo, ker tudi dejansko možgani drugače delujejo, če stvar zapišemo. To se ve. No, se pravi, to je prvi korak, Potem je opazovanje, potem je drugi korak, da to vrstico ali pa ti 2-3 vrstice jih opazujemo in jih probamo povedati s svojimi besedami. Se pravi, da to sporočilo, ki se nas je že dotaknilo, da ga probamo povedati po svoje, po domače, povedati širše, kako, mislim, da vidimo, kaj se dogaja. Se pravi, da ga in spet napišemo. Se pravi, to je drugi korak. Tretji korak, spet pogledamo ta tekst in se vprašamo, kateri akciji me Bog tle kliče. Se pravi, kaj konkretno naj naredim s tem? Kaj moram spremeniti pri sebi,
ne vem, ali mi kaže na kak greh v mojem življenju, ali mi kaže na kakšno, da moram zrasti nekje v svojih, ne vem, odzivanju ali kakorkoli, se pravi neka konkretna akcija. Dostikrat pri meni tako, da mi pokaže na neko notranjo držo, ki jo moram spremeniti. Ne. Lahko je pa tudi konkretna zunanja akcija, da moram iti narediti nekaj. Ne. No, in potem je pa molitev. Potem pa se pravi tudi to napišem. Napišem, k čemu me ta beseda kliče, in potem četrti korak molitev, pa zapišem molitev. Spet na podlagi tega teksta. Se pravi, spet grem nazaj v odlomek in zdaj pa prav zapišem konkretno molitev, konkretno prošnjo, ki se seveda bo vezala na opazovanje. Še bolj konkretno bo verjetno povezana s tem, kar čutim, da moram narediti, se pravi, prosim, da mi Bog pomaga, recimo pri tem dejanju. In potem, no, pa je pa še peti korak, je pa deljenje, se pravi, s kom bom delil. Se pravi, to je pa ta korak, ki je nam težek, ker smo navajeni Sveto pismo brati tako, da je to pač moj čas z Bogom, neko privatna zadeva. Ampak ta korak nas pa spominja k temu, da smo poklicani in da smo luč sveta, da smo sol sveta, sol zemlje. Se pravi, da gledamo ven in da Božja beseda, ki nam je dana, nam je vedno dana, da jo delimo naprej, ker če bomo delili naprej, jo bomo tudi prejemali bogato od Boga. No, in tukaj zdaj, ko sem glih omenil, to sem čisto naključno sem zbral, ne, tako mislim, jaz si to takole pišem, ne, to je recimo za lansko leto, to je en zvezek, ki sem ga zdaj že napolnil, zdaj pišem že drugega. No, ampak tlele bom prebral, kaj sem napisal pri teh apostolskih delih, 19. poglavje, 20. vrstica mi izstopla, ki je takole piše: tako je po vladarjevi silnosti beseda rasla in se krepila. To je pač moj lasten prevod. Ta tekst mi je posebej izstopil, da je po vladarjevi, se pravi po Gospodovi, po moči Jezusa, po njegovi silnosti je beseda rasla in se krepila. No, in se pravi, to je Sveto pismo. Zdaj pa opazovanje. Takole sem takrat napisal. Bog je mogočno deloval z očitnimi manifestacijami duha, ozdravljenji, osvoboditvami, javnimi spokorjenji. Evangelij se je tako razširjal, da je ogrožal širši družbeni status quo in začelo se je preganjanje. To pa potem v 23. vrstici naprej. Tukaj pač se navežem tudi še malo na druge dele odlomka, ampak zdaj da se po vladarjevi silnosti je beseda rasla, tukaj sem opazil, da je tukaj to pomeni znamenja pa čudeže, pa pomeni družbene, dejansko ogrožanje družbenega stanja v širši družbi. In to smo pol videli, pozneje v tem poglavju se potem vidi, ker so te težave v Efezu, no, in to preganjanje. No, potem je pa zdaj akcija, pa izziv zame, tukaj v tem konkretnem primeru je izziv za mojo notranjo držo in tukaj si postavim, v tem primeru sem si to kot vprašanje postavil in takole gre. Verujem, da lahko tudi pri nas Božja beseda tako močno izbruhne. In to je zame akcija, zato ker je to nekaj, s čimer naj bi se soočil, vsaj v naslednjih dneh. In naj bi svojo držo pred Bogom in pred drugimi seveda na ta način korigiral, da pač verujem, če je Božja beseda lahko tako eksplodirala v rimski provinci Aziji, takrat, to je današnja Turčija, a verujem, da lahko Božja beseda tako eksplodira tudi danes. To je pa zdaj konkreten izziv zame. Tukaj se pa zdaj jaz sem pa že vpleten v to zadevo. Tukaj se pa mene osebno tiče. No, in potem sem pa zapisal naslednjo molitev. Aba, tebi je vse mogoče, po svoji silni moči povzdigni svojo besedo in svojega sina z močmi duha za evangelij. Globoko spremeni, zareži v slovensko družbo. Tebi je vse mogoče. No, in potem sem pa zapisal še ime enega brata, ki sem takrat začutil, da moram deliti z njim, da ga moram spodbuditi s temi besedami, se pravi, to je pa zdaj to, s kom bom delil. Se pravi, to orodje se sliši tako izredno preprosto. In tudi je izredno preprosto. Ampak tukaj pa lahko čisto tako rečem, moje pričevanje je, da je izredno močno in te pelje. Jaz sam sem presenečen, no, sploh tudi, zdaj sem naredil to, da sem šel brati nazaj, recimo ene stvari, ki sem si jih zapisal v lanskem letu in vidim,
presenečen sem, no, kako mi je Bog govoril, tudi kako potem seveda, ko imaš to tako napisano, vidiš tudi na enem daljšem časovnem obdobju, kam te Bog vodi, kam te pelje, česa te uči. Tako da, ja, izredno priporočam. No, potem pa, da zaključim recimo te duhovne pristope, je pa potem tudi to, kar delamo v skupini konec koncev. Te 3/3 imajo podoben vzorec, zelo podoben vzorec je, ne. Najprej v drugem delu preberemo besedilo in potem tistih par vprašanj, 4 vprašanja po navadi, ki jih imamo. Kaj je to? Ja, to je to, da se vračamo v tekst, da se vračamo v besedilo in da si začnemo deliti ven iz njega, ne. In pol, ko gremo v tišino in se vprašamo Jezusa: "Jezus, kaj želiš, da naredim?" To je točno to. Tukaj pač razmišljamo, kaj konkretno lahko naredimo, je ta korak A, pa pol je tudi korak share, korak deljenja, kako, s kom bomo to delili, ne. In to je tudi osnova potem življenja, dihanja učenčevske skupine oziroma majhne preproste cerkve. In skratka, zdaj, če povzamem, za to duhovno branje Svetega pisma, je zanimivo, ne, kako so te 3 metode, med katerimi je skoraj 1000 let razlike, kako so si zelo podobne in zakaj, za njih je značilno to, da ti pomaga, da se vztrajno vračaš k besedilu, da krožiš okrog njega, da ga obletavaš, ne, in da pristopaš k njemu z različnih kotov, in ko to delaš, se Božja beseda, kot bi se tisti neki dinamit začel sproščati, ne. Očitno je tako, da smo človeška bitja zelo zakrčeni sami v sebi in v svoji neveri in v svoji odtujenosti od Boga, ampak ko tako pristopamo v Božjo besedo, enkrat, pa potem še z drugega kota, pa še iz tretjega kota, pa še iz četrtega kota, pa še na novo pogledaš, pa potem moliš zraven, pol se začne ta beseda, ta potencial, izjemen potencial Božje besede začne prihajati na dan in ta zapisana beseda začne postati živa beseda, ki jo Sveti Duh govori meni in ki jo tudi seveda potem želi prek mene govoriti svoji okolici, ker je zato Sveti Duh poslan in zato je Božja beseda poslana. In skratka, to je bistvo duhovnega branja Svetega pisma, tako naj bi se lotili. Ta molitveno branje, ali kako naj temu rečem, ne, in to vsrkavanje Božje besede, a ne. To je tisto bistveno, ke nam dejansko, ki je za nas ključnega pomena, če res hočemo biti Jezusovi učenci, če se hočemo trenirati in ko sami beremo in ko smo skupaj kot skupnost enako, da pristopamo na ta način k Božji besedi, da nas transformira in da gledamo, ja, k čemu nas kliče in h komu nas kliče.